Račji dvor je kulturni spomenik državnega pomena v lasti Republike Slovenije, vendar si mestna občina Maribor prizadeva, da ga prevzame v svoje roke. Njen predlog je trenutno v medresorskem usklajevanju. Si pa mestna občina Maribor v tem objektu predstavlja, da ga bo uporabljala za protokolarne dejavnosti in razne javne prireditve. V njem vidi kulturne, enološke in mestotvorne vsebine. Kot so nam pojasnili, tu še vidijo razne izobraževalne dejavnosti na področju ohranjanja kulturne dediščine, o sonaravnem kmetijstvu bi tukaj tudi izobraževali, umestili sem tudi razne športne vsebine, predvsem pa tukaj vidijo kot neko izhodišče za kolesarjenje, za pohodništvo in za konjeništvo. Račji dvor pravzaprav trenutno ne služi ničemer, če tako iskreno povem. Dejansko objekt ima šola v upravljanju, več vrsto let, ga pa sicer ne uporablja za svoje izobraževalne namene. V bistvu v Račjem dvoru je še eno stanovanje, ki je zasedeno, pa nekaj skladiščni prostori, ki jih uporablja kmetijska šola, drugače, oziroma biotehniška šola, drugače pa objekt je trenutno takšen, kot je, miruje. Kaj pomeni za vas, če bo prišel objekt pod mestno občino Maribor in ne bo več v vašem upravljanju? Jaz si tega želim, kajti objekt je pravzaprav za šolo breme, ker šola ni financirana, nima nobenih financ za vzdrževanje tega objekta, mora ga pa najnujno še vzdrževati. Tako da se veselim tega prenosa, s tem, da moram poudariti, da je predmet prenosa samo objekt Račji dvor, da pa vsi ostali objekti, ki so pa okrog objekta Račji dvor, so pa seveda ostanejo v posesti šole in jih šola uporablja za svoj namen. V kakšnem stanju je danes sam Račji dvor? Kaj ste me poznali? Mislim, da smo na varnem. Ne vem. Avtomobili pa ne. Kot ste lahko videli, objekt ni ravno v rožnatem stanju. Naj povem, da je bil objekt nazadnje obnovljen leta 1992. Takrat je bilo zamenjano ostrešje, zamenjena streha, obnovljena je bila fasada. Od leta 1992, se pravi prejšnjega stoletja, pa se dejansko ni dogajalo v tem objektu nič. So pa tudi neke razpoke vidne v stavbi? Ja, ampak te razpoke niso posledica samo potresa, te razpoke so pravzaprav se pojavile že mislim, da takrat, ko se je samo objekt obnavljal, se pravi predvsem v 90-ih letih, verjetno pa tudi že kaj prej. Leta 1972, takrat ob 100-letnici kmetijskega šolstva, je takrat bil tu narejen lokal, ki ga ljudje zelo poznajo, včasih povprašujejo, moram reči, da je že malo počasi upada, ker še kakih nekaj let nazaj so me tudi Avstrijci klicali pa povpraševali, če so še tukaj krače. Se pravi, ta objekt je bil, oziroma lokal je bil leta 1972, pa tam nekje do, mislim, do 1987. Nekje 15 let je v bistvu funkcioniral. Potem ga je sanitarna inšpekcija zaprla. Naj dodam to, ko sem pa postaral nadlog, pa sem seveda dali na ministrstvo javno vedeti, da mi tu lokale ne bomo imeli, da to ni naša dejavnost. In tudi, če lahko svoje mnenje še izrazim, jaz tudi tukaj v bodoče ne vidim lokala, ampak to je čisto moje mnenje, bolj kot neki protokolarni objekt. Seveda si pa želim tega prenosa, pa da nekdo res začne ta objekt vzdrževati, kajti mi kot šola ga gotovo ne moremo. Bo pa to velik finančni zalogaj? Gotovo, ne bo malih.